Najlepša hvala Ministrstvu za zdravje za povabilo in pa za lepo predstavitev. Do zdaj so vam lepo pokazali, kaj v zakonu je, pa koliko boste mogli garati, da boste to vzpostavili. Jaz bom pa povedal, kje so problemi, ki bodo lahko premaknili tisto, kar bi mi radi, lahko celo za več let. Moja dolžnost je nekaj govoriti o varnosti pacientov v tako imenovanem zakonu o zagotavljanju kakovosti, ker zagotavljanje mi ni všeč, ker poleg zagotavljanja treba še kaj drugega narediti. Tole ste se najbrž vsi že prebrali, tako da o tem ne bom kaj dosti govoril, je pa zelo fajn tole prebrati, ki je že 2 leta na Ministrstvu za zdravje, to je tisti sistem, ki je bil leta 2022 narejen s pomočjo Evropske komisije, zato smo plačali Slovenci 450 000 evrov. Ene par tednov so ga prejšnja sestava ministrstva držala v predalu, zdaj je pa na spletni strani. Tole bo govoril gospod Gerbac o tem, tukaj je 9 zakonov in če bi se upoštevalo, tisti so najboljši tudi v našem zakonu, potem bi ploskali. Je pa stvar taka, da je to velik premik, da je bil zakon sploh sprejet. Namreč, kot je omenila gospa Simčičeva, priporočila pri nas ne veljajo kaj dosti, kakor pri komaj. Kam naj to obrnem? Torej, dobrodošli še enkrat, ker veste, če ni problema, ga ni treba reševati, ker potem je še slabše. Zdaj pa, kje je resnica, ta je boleča. Vsak 10. pacient je poškodovan v bolnišnici, 50% je preprečljivih dogodkov. To so podatki iz razvitih držav. To niso naši podatki, ker ko smo to hoteli početi za Svetovno zdravstveno organizacijo in ko je bila v kliničnem centru narejena pilotna študija, je minister ali ministrica raziskavo prekinil. Zdaj, v ZDA je 2,8 vseh smrti, kar jih imajo, pri nas jih imamo okrog 21 000 na leto, na splošno. Je 2,8 zaradi varnostnih incidentov, to bi znašalo pri nas okrog 600 na leto, ampak to je seveda ni znanstven podatek, to je prenos podatkov iz tujine. Zdaj, če mislite, da je zdravstvo pri nas 3-krat boljše, pa medicina 3-krat boljša kot v Ameriki, bo potem to številka 200. Tudi ta je preveč. Ekonomsko breme za, tam ne piše za slovenske bolnišnice, ampak je v bistvu to ekonomsko breme za vse nas, ki plačujemo v Zavod za zavarovanje, in sicer je to 204 milijonov na leto, zračunano za leto 2016. To enostavno, kaj delamo? To je refleks, ko se neka napaka, neka škoda zgodi, takoj hočemo stvar popraviti. Pade pacientka, naprimer si zlomi kolk, se kolk zamenja in to zavarovalnica mimo grede plača. Nekatere države temu rečejo never events, ali dogodek se ne sme zgoditi in ne plačajo, zato da bi se stvar izboljšala. To je pa sociotehnični sistem, zdravstvo je zelo kompleksen. Gledati moramo tudi na sočustnost. Ali se mojemu očetu mogoče kaj takega zgodilo? Ali vaši babici, ali vaši hčerki, ali našemu poštarju? Ti ljudje so prizadeti za vse življenje. Tole je pa z leta 23 podatki, koliko je bilo v opozorilni na varne dogodke sporočenih nepričakovanih smrti in pa samomorov. Od 9 do 16. To je inferenčna statistika, to se pomeni, da ti lahko to napoveš, 16 v povprečju, kar pomeni, glede na statistično kontrolo procesov, da napredka v tem obdobju ni bilo ne slabše, ne boljše in bi bilo treba sistem spremeniti, če bi hoteli, da bo to sporočanje boljše. Tole so vam tudi pokazali leta 23, nekateri tole veste. Poglejte, kar naenkrat je stvar se zboljšala, tale stolpec 100, ampak v ta stolpec so zmetali dogodke, škodljive dogodke, ki pacientu niso škodovali, so ga dosegli, ker je bila noksa premehna, dogodke, druge preprečljive škodljive dogodke, ki niso OND, in pa seveda tudi tako imenovane skorajšnje napake, torej, ko je nekdo napako naredil, pa ga je kdo opozoril, da pacienta ni dosegla. To si sami odgovorite, upoštevanje znanosti o varnosti pacientov, zgled za sporočanje kazalnikov, kazanje odličnosti, ali je bila na voljo PR-ovska mašinerija, namen zavajanja izvajalcev in pacientov, moralna ustreznost,
ali gre za varne samega sebe. Jaz sem tole pokazal mojemu vnuku, ki je v 7. razredu, pa je rekel, zakaj pa to tako narasel? Je rekel, jaz sem enkrat star rata, rekel, naj poberem jabolka, pa ni bilo dosti jabolk, sem dal pa še hruške noter. Zdaj pa vzroki za poškodbe. To vsi vemo, kje nastanejo škodljivi dogodki. Načrtovanje zdravstvenega sistema, organizacija zdravstva in pa izvajanje zdravstvenih storitev. To so izvajalci in pa vsi tisti, ki delate v prvi liniji, torej neposredno s pacientom. Zakon se je osredotočil predvsem na tale zadnji kvadratek. Kjer so pa preprečljivi? Vsi dogodki niso preprečljivi. Preprečljive so napake, če imamo seveda urejen sistem, nekatere kršitve so preprečljive, naklepi niso preprečljivi, so zelo redki, jaz ga ne poznam s strani zdravstvenih delavcev do pacienta, poznam pa tisto, ki se je prej govorilo, s strani pacienta do zdravstvenega delavca. Streljanje zdravnikov pa kloftanje medicinskih sester pa še kaj drugega. Komplikacije z današnjim znanjem, ki ga imamo, se še ne dajo preprečiti, mogoče se kdaj bojo. Napaka ni definirana nikjer, ne v tem zakonu, ne v kazenskem zakoniku, ne v obligacijskem zakoniku, to je neuspeh načrtovanih dejanj za dosego cilja. Kaj je pa važno, da je nenamerna? Kako to ponavadi gre? Lahko je načrt napačen pri zdravju nekega pacienta, lahko je pravilen pa nekaj narobe naredimo, lahko gre za neko storitev, torej aktivno nekaj naredimo ali pa nekaj opustimo. Zdaj, psihološko, kako napaka nastane? Lapsus, zatajitev spomina, spodrsljaj, zatajitev pozornosti, pazljivosti, kot pravi zakonov, kot pravi kazenski zakonik, in pa pomanjkljivost v presoji zmota. Akademski pravniki so mu rekli, da je spodrsljaj pa lapsus, da je to eufemizem, da se hočemo s tem, če reče izvedenec, da je bil spodrsljaj, da se hočemo zdravniki zmazati. Zmota je pa definirana v pravu drugače kot tukaj, ta je osnovana na pravilih ali pa osnovana na znanju. Bolj globoko ne moram imeti. Zdaj pa kaj zahteva zakon glede varnosti od vas? Obveznost oblikovanja sistema varnosti pacientov, obravnavo varnostnega incidenta, preiskavo, potem razkritje pacientov ali pa svojcem, poročilo varnostnega incidenta in pa usposabljanje in trening ljudi, ki delajo v zdravstvu. Veste, ni dosti, da ste vi na nekem predavanju, narediti se mora trening tam, kjer delate, drugače stvari ne grejo. Košarke se človek ne more naučiti, če mu trener reče, kakšen lok mora biti, da bo žoga padla, ko se reče brez kosti v koš, pa 5-2 tekme gledati, pa boš znal košarko. Zdaj, tole je pa obveznost oblikovanja sistema, to ste najbrž že videli, je v tej študiji, ki jo je dobila ta španska skupina, zavzetost vodstva. Miselni model mora biti, vodstvo mora biti tako, ki bo podpiralo vas, ki ste pooblaščenci za varnost pacientov in v komisijah. Pravni okvir zdaj ga imamo in to je seveda pohvala ministrstvu. Prvič je bil napisan osnutek tega zakona leta 2005. Potem politika varnosti, to bo pa na akcijske načrte, to bo naredila seveda agencija in seveda boste se mogli prilagoditi glede na vaše razmerje, merjenje in spremljanje varnosti, izboljševanje kulture varnosti. Prej ste govorili o tem, kako se to zelo težko naredi. Ja, jaz mislim, da se. Leta 2010-2011 je bila ta izmerjena pri 16 bolnišnicah slabi rezultati, 2019 pri psihiatričnih bolnišnicah in leta 2004 tudi na drugih ravneh zdravstva. Podatki so na ministrstvu, ne vem, jih je objavilo ali ne. Potem graditev kapacitet, tu so človeški in pa finančni viri. Vi ne morete vzpostaviti kakovosti, če ne boste imeli dovolj finančnih virov, ne morete vzpostaviti kakovosti, če boste enemu, ki je, naprimer, ponavadi gre to na medicinske sestre, da ima svoje delo redno, zdaj boš pa še komisijo vodila. Potem sistem sporočanja, ta je bil ne bi bil vzpostavljen leta 2019, takrat je bilo 150 000 za Evropsko komisijo, ki je to uvedla in ta sistem ni zaživel, je še vedno na ministrstvu. Potem ravnanje s kliničnimi tveganji, to se pravi, da vnaprej pogledaš nek proces, kje bi bila tista tveganja, ki bi lahko pripeljala do napake, seveda informacijsko-komunikacijska tehnologija mora biti
in sicer na nacionalni ravni, zdaj imajo nekatere bolnišnice vsaka malo drugače, nekatere nič, raziskave in projekti je zelo slabo, pa seveda treniranje osebja. Na medicinskih fakultetah sem jaz hodil, pa še zdaj ni, mislim, nikjer tega ni, medtem ko imajo zdravstvene fakultete, sicer vsaka nekoliko po svoje, to nekako urejeno. Preiskava varnostnega incidenta, multidisciplinarni tim. To ne pomeni zdravnik, medicinska sestra, pa še mogoče fizioterapeut, ampak to bomo pokazal, zakaj. Inženir ergonomije človeških dejavnikov, psiholog in pa seveda zdravstveni strokovnjaki iz ustreznega področja s kompetenco za tisto področje, kjer je, na primer, domnevni varnostni incident nastopil. Razkritje pacientu. Paziti, da se ne naredi škoda na škodo. Tega tudi ne znamo delati in so primeri, ko se je pacijente obravnavalo, kot kaj se pa zmišljujete, mi imamo veliko dela, ne moramo se z vami pogovarjati, zdaj gremo operirati. In potrebno je bo tudi nacionalno vodilo in pa trening. Potem poročilo varnostnega incidenta. Namen je poročanja, je učenje, čisto nič drugega. Anonimizirano glede pacijentov, vpletenih v napako in tudi glede ustanove. To mediji poročajo kar imena, pa ustanove in tako naprej. Poročilo se ne sme uporabiti, to je pa prečrtano za civilno, kazensko ali disciplinsko obravnavo, ampak to je prečrtano zato, ker ni v zakonu. Pobožna želja je glede na zakon v tej državi, v nekaterih zakonih je to narejeno. In pa še vedno upoštevanje pravične kulture, o kateri bom tudi nekaj povedal. Zdravstvo je edina industrija z visokim tveganjem, kjer zdravniki, medicinske sestre, tudi včasih policija, preiskujejo škodljiv dogodek. Sisteme in kako med seboj nadaljujejo, da bi bili na varnost pacientov, pa ne. In ni potem prenesljivo, da je ukrep prevzgoja osebja. Se je zgodilo, da je nek zdravnik, zdravnica spregledala sepso, pacient je umrl in kaj je bil ukrep? 14-dnevno izobraževanje sepse. Samo za eno zdravnico. Jaz verjamem, da sepso je včasih težko diagnosticirati, da so tukaj, da bi mogli biti vsi zdravniki, ki se s tem ukvarjajo, pač udeleženi. In pa seveda pazljivost. Nis bila pazljiva. A veste, da so zdravstveni delavci edini ljudje, ki imajo take možgane, ki so stalno pazljivi. Vsi drugi niso. Potem je pa usposabljanje in trening vseh, ki delajo v zdravstvu. Tukaj je 5 stopenj, od vsi, ki delajo v zdravstvu, do strokovnjaka za varnost pacientov, to bo pooblaščenec, ki bo mogel vedeti najmanj čez 100 ur. Jaz imam to pripravljeno, sem se izobrazil tudi v Angliji in bi se to dalo, seveda, če bo agencija hotela ali pa če bo kdo od vas kaj hotel. Evo, s pomočjo zakona o zagotavljanju kakovosti bomo dosegli cilj brez prepričljive škode. To je cilj, ki ga je postavila Svetovna zdravstvena organizacija do leta 30 in ta strategija do leta 31. Pa ne gre naprej. A je to res? Ali ste prepričani, da bo to delovalo? Tole pa ne deluje več, mi gre lahko nekdo iz tehnične službe pomagati. To je zdaj temu, jaz ne vem, kako ste tole imenovali, a je to kršitev neke stroke, a je to napaka, a je to moja nerodnost, ker ne znam tega naprej narediti. Ne gre. A lahko, a je kdo tam? Ali pa če mi date slajd naprej, dajte no. Ali je res? A ste prepričani, resnični svet? Sodna praksa v civilnih odškodninskih tožbah, kazenskih tožbah kaže na to, da ne bo prišlo do povečanja sporočanja napak in učenja iz njih. Lahko naprej. Kultura strahu, kultura obtoževanja posameznika. Zakaj je tako? Naprej, prosim. Kazenski zakonik, obligacijski zakonik, praksa Ministrstva za zdravje pred parimi meseci pred parimi meseci, ko je v Celju prišlo do zamenjave pacientov zaradi neidentifikacije, smo videli solze na televizijskem ekranu prejšnjega ministra in leteli so tja, vložili tudi kazensko ovadbo. Potem pa izredni zunanji strokovni nadzori zbornic, ti so zastareli in potekajo v bistvu tako, so potekali pred 100 leti.
In kaj posledice kulture strahu, kaj pa je, to dobro si veste, skrivanje napak, izogibanje težjim posegom, defenzivna medicina in tako naprej. Zdravstveni delavci imajo IQ siguren višji kot 83. To je IQ, ki je potreben v Ameriki, da si sprejet v vojsko. In se potem branijo. To je čist normalna človeška lastnost. Kdo omogoča tole? Da nič ne vidimo, nič ne rečemo, pa ušesa zamašimo. Cilj zakona bi moral poudariti zaščito pacientov pred preprečljivimi škodljivimi dogodki in zaščito vpletenih v preprečljiv škodljivi dogodek. To so na ministrstvu uvedeli, sem jim poslal, ampak iz tega ni bilo nič. Ampak zdaj, ko sem rekel, da napake nimamo definirane, napaka je definirana in veste, kje? V Kazenskem zakoniku. Napaka je malomarnost. Zakaj je malomarnost? Zato, ker nismo bili pazljivi, ne sem povedal, kdo ima kakšne možgane, ima kdo, potem je to zavedna malomarnost, ki zahteva seveda sankcije in pa nezavedna malomarnost. Zdravnik, ki pri upravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna nasprotju s pravili zdravniške stroke znanosti pa tako naprej in če se nekomu poslabša zdravje, je lahko kaznovan do zaporom do 3 let, če kdo umre do zaporom do 8 let. Velja za zdravstvene delavce in zdravilce. Preiskava poteka po načelih forenzične preiskave, torej preišče se enega posameznega človeka. Naj bo to medicinska sestra, fizioterapeut ali zdravnik. Poleg škodljive zakonodaje pomagajo tudi mediji s senzacionalističnimi objavami in zdaj gre kar en potek, kjer se je nekaj zgodilo, kar po televiziji rešujejo novinarji. Mogli bi jeti pa po očelih ergonomije in pa človeških dejavnikov, o tem malo kasneje. Znanost o varnosti pacientov pravi, da smo pri preiskavah napak na ravni leta 1930. To je linearni sistem, kar pomeni vzrok, posledica. In zato se išče posameznika, to je se potem uzakonilo tudi leta 1992. Druga stvar, ki jo pa zdaj tudi delajo, kar sem prej slišal v kliničnem centru, je pa, da pogledajo ta sistem, ki se mu reče švicarski sistem, ki je pa tudi že zastarel, in zdaj v Angliji 6 let poteka nova stvar, o kateri vam bom pravil, pa sem tudi tam bil. Ampak kaj je bilo z tega le? Samo primer vam povem, da boste videli, da ni vse tako, da ni vse zlato, kar se svet, namreč ko je komisija ali pa tim pogledal, kaj se je zgodilo s pacientom, ki je umrl, 14-letni otrok, pokazal to vodstvo ni bilo zadovoljno, je dalo novo komisijo, nov tim se je strinjal s prvim timom, dajmo še tretji tim, dali so tretji tim in končno ugotovili, kjer ga zdravnika treba premestiti. Torej, osredotočenje na posameznika namesto na popravo sistema. Zakaj se pa čudimo, da imamo to, kar pač imamo? Ali lahko poženete tale video, prosim? Dej trak na hitrejšo raven, to je bil ukaz tega. To je pa Charlie Chaplin, ki je zelo en suhec, ki niti fizično ne more tega delati, pa ga damo vse na to mesto. Ja, tale je pa nagnjen k napakam. Treba ga odstraniti. Jaz ne vem, če tisti 18. člen, ki ste prej rekli, da naredimo spise, pa ker je naredil 3 napake v enem letu, ga bomo odstranili. Ne vem, če je to namen. Zdaj, to je pa ta sistem. Vi imate v sredini osebje, kompetentno ali nekompetentno, to je seveda vprašanje, paciente, orodje in tehnologije. Prej en rekel, se je aparat pokvar, kdo je kriv. Tisti, ki dela, pa ne ve, da je aparat pokvarjen. Orodje in tehnologijo treba pogledati, naloge treba pogledati, kakšne naloge imate, ste prebrnjeni, ste razpisani na 3 delovna mesta naenkrat, zdravstvena ustanova, kako je organizirana, kakšno okolje imate v tej zdravstveni ustanovi, a je hrup, a je slaba svetloba, a je premočna svetloba in tako naprej. Potem iz tega nastanejo seveda procesi in iz procesov seveda izidi za pacienta, izidi za osebe, za zdravstveno organizacijo. Tu gre po nabjedenem sistemu, torej strukture, procesi, izidi pa vzorci obnašanja. In to znajo delati inženirji ergonomije, kar sem prej rekel, če so seveda za to izobraženi. Pri nas človeške dejavnike imenujemo v bistvu človeška napaka. Če po televiziji gledate, vlak je iztiril,
A je bila to tehnična napaka, a je bil to človeški dejavnik. In človeški dejavnik, to pomeni, da je bila napaka, je pa pri človeški dejavniki, to imam jaz sicer popravljen, je ogromno stvari, ki vpliva na to, kako bo človek, ki je ujet v tak sistem, naredil napako. Pristranost pogleda za nazaj, to velja za naše medicinske izvedence, tale zdravnik ima kompleksnega pacienta, po kateri poti naj grem. Če bo šel po tej poti, ki so tam nekokajne bombice, bo slabo. Bom šel po tej poti. Nažalost, vseeno pride do škodljivega dogodka. Ampak izvedenec ve izid škodljivega dogodka. Če bi ta vedel izid, bi šel po drugi poti. Potem se pa takole reče. Vse je vsem jasno, mi bi to napravili tako, napačno se je odločil. Po 190. členu, a ne na sodišču lahko reče, ravnal je, po pravilih stroke je oproščen, ni ravnal, ni oproščen, ne vem, potem pa povabijo nekega tujega izvedenca in jaz imam primer zelo nespoštljivega obnašanja do naših 3 profesorov, en celo akademik, češ da nimajo pojma o tem, kaj se je zgodilo. V bistvu je šlo pa na koncu, se je izvedelo, da je šlo v bistvu za komplikacijo, ampak zdravnica je šla, ne bi šla v zapor, a veste, kaj se je zgodilo? Po vasi, ko je šla, glej, malomarna zdravnica gre. Vnuke, ti, a je mama že prišla stara mama že prišla iz zapora. Torej, človeška napaka je pripisovanje sodba, ki jo naredimo po pogledu za nazaj. Zato govorimo o zdravniški napaki, sestrski napaki, ki je to najlažje. Ker nobeden, ki se spozna na cel sistem, noče pogledati, kaj narobe dela pravna stroka oziroma zakonodajalec. Zdaj pa o kukavičjih jajcih. Namreč kukavce so se počasno navadile, da znajo ločiti tista jajca, ki niso njihova. Kako je pa pri nas? Imitiranje vzorcev, opazljivosti in štete napako malomarnost omogoča potakniti jajca med zdravstveno osebje. Vendar so spretnosti ponarejanja pod vprašanjem, kot uči znanost o varnosti pacientov in je razvila pogled na sistem in pa na pravično kulturo. 17. člen, to je tudi kukavičje jajce, kaj je namen sodišč, gre za diskrecijsko odločitev državnega tožilca in sodišča. Ja, včasih je treba, če gre za naklep ali pa če gre za zavedno kršenje neke stroke, potem je to seveda upravičeno, ampak to je diskrecijsko, nikjer ne piše kdaj, v drugih zakonih piše, kdaj lahko poseže tožilstvo. To pomeni, da če jaz govorim o sistemu, govorijo ali mediji ali pa kdo drug, zdravniki pa sestre se skrivajo za sistem. Ni res. So odgovorni tudi za določene stvari. In pa člen evidentiranja imen, o tem sem že govoril, a ne, zakaj, kaj je namen evidentiranja imen? Jaz ne vem, če mi znate vi odgovoriti, jaz ne vem. A zato, da bomo rekli, ta je 3-krat naredil že napako letos, dajmo ga nekam drgam. Zdaj pa samo še par slajdov o napaki. So produkt delovanja človeških možganov v neurejenih sistemih, ki ljudje delajo, rešitve so tukaj napisane nekaj. O rutinskih kršitev, to je podpora pletenim, so produkt kulture okolju, ki ljudje delajo. Posameznik ni poučen o nekem možnem tveganju, kako se jih potem usposobi, to je pa seveda zavestno pa namerno kršenje pravil postopkov, pa disciplinsko ukrepanje in kaznovanje. Jaz končujem, obtoževanje zavira učenje. Sistemi in procesi se ne izboljšajo, napake se ponavljajo v nezmanjšanem številu. Tale rek, vsi poznate, motiti se človeško. Nov rek, ne bi pa bil, motiti se je v neurejenem sistemu. Koliko mrtvih v zadnjih 20 letih, naprimer, koliko preprečljivih škodljivih dogodkov, koliko denarja je za to šlo, koliko časa še. Vsak sistem, to pa vsi poznate, ta rek, vsak sistem je perfektno zasnovan, da daje rezultate, ki jih daje. Če bomo šli po takem sistemu, in tukaj se oziram predvsem na kazenski zakonik, pa na tudi na torej škodninsko odgovornost, če bomo tu pustili, potem stvari ne bodo šle naprej, se nismo neumni, da bomo sporočali te stvari. Torej, človeških možganov ne moramo spremeniti, pa lahko delovno okolje, delovni sistem, kjer ljudje delajo. In največja ovira za preprečevanje napak v zdravstveni dejavnosti je kaznovanje ljudi za človeške napake. To za slovensko zdravstvo ne velja.
napačno predpostavko imamo, da izredni nadzor in kazenska odškodninska zakonodaja deluje za preprečevanje smrti in drugih preprečljivih dogodkov zaradi napak. A se je kaj izboljšalo zaradi tega, čim se ljudje zvejo, da je nek zdravnik moral iti na sodišče, katerokoli, se še bolj upirajo, da bi kaj sporočili. Kazenski zakonik je zid, krivdna odškodnina je zid in to je pohvala ministrstvu, da se bo lotilo nekrivdne odškodnine. Potem pomanjkljivost v tem zakonu se bi dale tudi spremeniti, kar sem vam tukaj povedal, ker zakon ni prebit za 100 let. Problem so tudi izredni nadzori, ki bodo šli zdaj seveda na agencijo, ampak se ne bodo imenovali izredni nadzori, ker nadzor je tisto, kar se dogaja vsak dan. Policija nadzira promet, če pa nesreča, pa ga preiskuje. In pa seveda birokratski postopki, če je kdo od vas ali pa od vaših znancev šel v ta birokratski postopek, ki ga predpisuje zakon o zdravstvenih dejavnosti, je videl, kako so ti ljudje naleteli na zid in ko v bistvu niso nič dosegali. Torej, to bo treba podreti, pa to bo treba podreti, pa to bo treba podreti, pa tole bo treba podreti. Tole se dogaja samo še v hribih, ne damo si roke, mi smo ministrstvo, vi ste pravosodno ministrstvo, vi ste ministrstvo za notranjo upravo, mi ne sodelujemo. Nimamo nacionalnega upravljanja varnosti in nimamo nacionalnega upravljanja in ravnanja s klinično dejavnostjo. Nehajmo se sprenevedati, naučimo se, kako se napake preiskujejo in preprečujejo, uvedimo pravično kulturo, da bomo lahko ločili med napakami in nesprejemljivim vedenjem. Opozorimo pravno stroko, zakonodajalce, da napaka ni malomarnost, ampak da so ljudje ujeti v neurejen delovni sistem, ki naravnost omogoča napake. Najlepša hvala, bilo je neprijetno.